gospod predsednik, vsi, ki predstavljate različne državne institucije, draga mufti in gospod Obradović, dragi vsi, ki ste se udeležili tega dogodka. Vsako leto se ti dogodki vrstijo in nas nagovarjajo. Pridružujem se vsemu, kar je bilo povedano doslej, poseben način, kar sta povedala gospod Obradović in Porić. In vedno znova me prevzame ta optimizem ničelnih žrtev. Cilj je ničla. Prav je, da je ta cilj zastavljen visoko, ambiciozno. Hkrati pa menim, da je treba vedno stvari zajemati najširše. Ne samo ceste, ne samo cestno-prometne predpise, ne samo šole vožnje, ampak celotno ozračje v naši narodni skupnosti. Prej bo rečeno, da smo dosegli razmeroma nizko število smrtnih žrtev, čeprav je vsaka nekaj neizmerno velikega. Vsaka pravzaprav povzroči to, kar je nekako upodobljeno na tem spomeniku, v tem kamnu. Ko se nenadoma življenje ustavi, misel zmrne, srce ne bije več, ko se zdi, da ni več poti naprej. In da v tem letu število spet narašča. Se lahko vprašujemo, kaj pomeni to, kje so razlogi, in mislim, da bi morali razloge najprej iskati v razpoloženju med ljudmi. Če življenje postaja agresivno, če življenje najprej zahteva pravice, preden razmišlja o bližnjem, preden razmišlja o pravicah drugega, takrat življenje začne postajati nevarno in mi začnemo postajati nevarni sebi in drugim. In dejstvo je, da živimo v svetu pravic. In te pravice so svete in nedotakljive. In grejo lahko tako daleč, da nekdo sede za volan in reče, imam pravico, da se ne držim prometnih predpisov. On si je določil to pravico. Nekdo drug ima pravico, da sede za volan in je pod vplivom alkohola. Naša zakonodajna skupnost si jemlje pravico, da govori o stopni nič alkoholiziranosti in hkrati govori o uvajanju raznih drugih substanc v življenje ljudi, nazadnje tudi v promet. Skratka, v celotnem ozračju nismo naravnani na to, da bi v resnici vedno bolj postajali ljudje in drug ob drugem bili varni, ker drug drugega doživljamo kot vrednoto, kot nedopovodljivo vrednoto, neprecenljivo vrednoto. Dokler bom jaz in potem dolgo časa nič. Toliko časa bodo lepe besede, pomembne, dragocene, ampak vedno znova jih bo izpodkopavalo to miselno in potem tudi vedenjsko ozračje časa. In zato, kot sem že rekel, moramo začeti v vrtcih, v osnovnih šolah, pa vse do najvišjih organov v naši državi. Vzgajati za odgovornost. Pravice zvenijo lepo, pravice zvenijo privlačno, pravice nas nagovarjajo, ampak odgovornost nas pa varuje. Odgovornost pa vzpostavlja tiste odnose med nami, v katerih lahko sodelujemo in v katerih drug drugemu omogočamo ne samo preživeti, ampak razvijati talente, o katerih smo danes že slišali.
v tem čutu odgovornosti, ko dejansko vsak na svojem mestu izpolni tisto, kar je dolžnost, ne kar je všečno. In zato na tem mestu, ob tem spomeniku, ob vseh tistih, ki so se že zvrstili ob tem kamnu in njegovem napisu, o tem izvrženju z ceste, vedno znova pozivamo vse, ki na kakršenkoli način odločajo o tem, kakšno ozračje bo med nami, v kakšnem ozračju se bomo vzgajali, v kakšnem ozračju bomo rasli, v kakšnem ozračju bomo delali, v kakšnem ozračju bomo kot sosedje in takšni bomo tudi sedali za volan. Žal. Zato je pomembno, da odločevalci to slišijo. Mi, kristjani, pa dejansko moramo vedno znova stopati pred svojega Boga. Njegova mati Marija pozna solze izgube, pozna, kaj pomeni imeti mrtvega sina v naročju in razume vse matere in vse žalujoče. In naš Bog je oče. In ga prosim, naj se dotakne vseh žalujočih src. Naj tiste pokojne sprejme v svoj objem, naj doživijo polno spoštovanja in ljubezni. In vsem žalujočim naj obriše solze. In za vse tiste, ki smo na cesti, prosim dobrega Boga, naj bo z nami na cestah tega življenja. Asfaltnih, betonskih, magadanskih in življenjskih, čisto vsakdanjih. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh poti varno vodimo domov, ko pa bomo na poslednji poti nam daj doseči končni cilj pri tebi, po Kristusu našem Gospodu. Amen.